Naša šola je majhna in zato v njej že vsa leta pouk poteka v kombiniranih oddelkih. Čeprav je majhna, je pa lepa, topla in v njej se dobro počutimo. Na to praznovanje smo se pripravljali že od jeseni in z dobrim sodelovanjem učiteljev, vodstva šole, lokalne skupnosti in staršev nam je to lepo uspelo. Za sodelovanje in pomoč se iskreno zahvaljujem vsem članom projekta ob 150-letnici šolstva v Tunicah. Dober dan vsem skupaj. Upam, da ste dobro, kljub temu vetru. Prisrčno dobrodošli še enkrat tudi z moje strani. Osnovna šola Frana Albrehta in s tem podružnična šola Tuhin danes praznuje zelo pomemben jubilej. 150-letnica šolstva. Zapis, ki je zbran v zborniku, na katerega imate že na mizi. Zbornik ima pomenljiv naslov Šola, srce kraja. Ta zapis pravzaprav išče korenine, odkriva nove poglede, širi obzorja. Mnogo otrok, staršev in učiteljev je na tem prostoru povezovalo svoje življenje s šolo. Skozi čas sta šolstvo in šola tudi na Tuniškem preživela različna obdobja. Tudi politične spremembe, šolske reforme, vojne. Šola na Tuniškem je ohranila svoje osnovno poslanstvo. Učencem nudi osnovno izobrazbo, vzgojo, uči jih samostojnega in ustvarjalnega razmišljanja. Podružnična šola v Tunicah je v preteklem letu doživela naravno nesrečo. Posledice neurja so odpravljene, še več, šola ima v tem času dobre pogoje za pedagoško delo, saj so se pogoji za delo v šolski stavbi v zadnjih 4 letih občutno spremenili, kar pa je tudi osnova za bodočnost tuniške šole. Še posebej vzpodbudno je, da sta šola in lokalna skupnost skozi različne aktivnosti, tudi projekte, odkrili žlahtne možnosti za sodelovanje, kar pa povečuje vrednost šole in kraja, v katerem se nahaja. Dovolite, da vsem, ki ste ali ki so kakorkoli prispevali k uspešnemu delovanju šole v vseh 150 letih, vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju publikacije, razstave in te prireditve, velja moja iskrena zahvala in iskrene čestitke ob praznovanju. Dovolite, bi se rad najiskrenije zahvalil. Najprej vsem kolegom in kolegicam, članom delovne skupine za pripravo in izvedbo projekta 150 let šolstva v Tunicah, ki so pripravili vse za današnjo razstavo, novi zbornik in kulturno prireditev. Mislim, da se jim z enim aplavzom lahko zahvalimo. Hvala lepa. Dovolite, da se zahvalim županu občine Kamnik, gospodu Antonu Toneta Smolnekarju, za pomoč in sodelovanje pri odpravljanju posledic neurja. Predsedniku krajevne skupnosti, gospodu Valentinu Zabavniku in vsem krajanom za dobro sodelovanje. Vodji podružnične šole Jelki Vrhovnik, ki je stala pred menoj na odru za vse prizadevne aktivnosti v tem in bivšem obdobju. In pa na koncu vsem zaposlenim na osnovni šoli Frana Albrehta, ki so z različnimi večjimi ali manjšimi nalogami zaslužni, da lahko danes praznujemo. Čisto za konec sem vesel obiska gospoda Antona Kamina, bivšega načelnika oddelka za družbene dejavnosti, ki je tudi zavzeto pomagal pri sanaciji škode v preteklem letu. Tudi sam osebno je stal na strehi in zlival vodo, kajti streha je bila poplavljena, za kar se mu tudi sedaj iskreno zahvaljujem. Ker današnjo prireditev povezujem tudi z lanskoletno nesrečo, kot ste ugotovili, bi se pa čisto za konec želel zahvaliti tudi gasilcem
iz Tunic in pa iz kamniškega področja. Spoštovani, kaj mislite, da sem preverjal? Če ta kateder govori. Če govori o 150 letih o zgodovini. Zamislimo si, če bi danes govoril prvi učitelj v tej šoli, iz te šole, torej, da bi povedal, kako se je pred 150 leti začelo, kako se je potem nadaljevalo. Žal je življenjska doba nekoliko krajša od 150 let, pa vendarle, veliko ste zapisali v vašo knjigo, veliko je spominov, veliko je tistega, kar je skritega, pa seveda mnogo informacij, ki se je tako ali drugače tudi prenašalo s pravimi vsebinami ali tudi ne, iz roda v rod. Mislim, da ste lahko ponosni, da ste med, tako rečem, tistimi, ki ste, ali pa kjer so se vaši predniki prvi zavedali intenzivnejše potrebe po izobraževanju, da torej danes lahko slavimo tak visok okrogel jubilej. V teh dneh ob koncu šolskega leta bo nekoliko mlajša šola na oni strani naše občine, torej osnovna šola v Motniku, praznovala 120-letnico. Ravnatelj gospod Rafko Lah je imel najbrž že v mislih, kako se bo kot gostujoči ravnatelj oglasil na tej proslavi, kjer seveda matična šola ali njegova konkurenčna ravnateljica gospa Jožica Hribar. Ampak ne glede na to, jaz sem vesel, da se vas je danes zbralo toliko in da se spominjate teh nalog in vsebin, ki so se dogajale v tem prostoru, ki je bil zagotovo in vemo, da je bil drugačen. Poglejte, tale fasada je bila lani pred 23. avgustom bistveno drugačna. Tudi ta streha ni bila pred 23. avgustom dovolj močno fiksirana, da bi zdržala tisto drugo neurje, ki nas je v mesecu in 10 dneh prizadelo v naši občini. Akcije, ki so stekle v tistem popoldnevu, sobotnem popoldnevu, se še dobro spomnim, seveda nisem bil takrat tu, ker sem bil v Kostanjevci, seveda naš Kamin, ki je imel prvi telefonski klic od domačina oziroma od Koželja, je takoj začel akcijo, tako da tako rekoče gasilci niso imeli podatkov. Če malo rečemo v Črnem komorju, morda vam je tudi prav prišlo in tudi zato lahko letošnjo 150-letnico praznujete z ozaljšano vašo šolo in seveda tudi z trdnejšo streho, z lepšimi prostori, ki so tudi bolj varni. Tudi nekaj smo iz občinskega proračuna in krajevne skupnosti pridodali, da je končno ta nevaren odsek tega bregu saniran, pa vidim, da še nekaj manjka, ampak vendarle tudi to je dodatek šoli in ne samo šoli, ampak tudi kraju. Kajti vemo, da, kot smo rekli, tudi sam sem zapisal v uvodnih mislih, ponavadi so bili tisti župan, župnik in gostilničar, krojilci idej in seveda tudi življenja v kraju. In tako je bilo pred stoletji, to je bilo pravzaprav v vseh prejšnjih časih. Danes je to malo drugače, da nam pravzaprav komandirajo v Bruslu. Ampak ne glede na to, dovolite, da v tej priložnosti izrazim zahvalo vsem tistim, ki so tako ali drugače prispevali k razvoju šole, vsem domačinom, ki so vztrajali in seveda oblikovali ob šoli življenjske navade, življenjski utrip in konec koncev tudi v šoli ob gasilcih in drugih krajenih se rojevajo tudi kulturne ustvarjalnosti. Povezanost s krajem vseh je bistveno, simbioza vseh in seveda skupni cilji vodstva krajevne skupnosti in tistih, ki živijo s krajem in tistih, ki prihajajo v ta lepi kraj Tunice. Torej iskrene čestitke in zahvala vsem, ne samo za današnjo proslavo, ampak da ste zdržali in da vam zaželim tudi novim generacijam, tudi v tej šoli in seveda tudi vodstvu in
učiteljem vse lepo. Srečno in še enkrat čestitke.